Takole naredimo premikajoče se vozilo v Tinkercadu, imenovali ga bomo Mover 5, se pravi prejmo Tinkercad 3D design in poimenujemo tole projekt Mover 5. Tako, najprej bomo izdelali kabino, na mizo damo kocko 30-30-30 in jo za 5 mm dvignemo od tal. Takole, hop. Za dvig od tal kliknemo na tole puščico na vrhu in za 5 mm dvignemo. Na mizo damo kroglo 10x10 in jo poravnamo na zadnji del kocke in na njeno sredino, kot kaže slika. Pa naredimo tole damo sem, vidi kosi 10x10x10. Takole, oboje označimo, align, poravnava, na sredino in na robček. Takole. Da je previdno. Okay. Takole. Zdaj pa gremo na drugo stvar, se pravi tole je narejeno, kabina je narejena, izdelava koles in povezava z motorjem, gremo na kolo, en valček dol damo, 20x20, to je že v osnovi, samo višino popravim na 5. Takole. Tole povečam, da čist gladek, to je to. Obrniti ga moram, da bo tole po konci, se pravi klikam na njega in zasukam stene za 90 stopinj, takole, ker še zdaj pod gladino, pod nivo ga označam in kliknem na tole drop to work plan in mi dvignem na tole višino. Zdaj pa v knjižnici, to je knjižnica, tukaj le poiščem na dnu simulacija lab, simlab, to je tale jabolko, ki pada. In tukaj izberem tega prvega Axle konektor in ga prijemam, ga vlečem in pri kolesu se mi že tako lepo pojavi in ga spustim. To je to. Oboje označam, se pravi in kolo in konektor in grem align, poravnava in vlečem na sredino in na sredino. Ko imam to poravnano narejeno, zdaj kliknem na motorček in mu določim neke lastnosti, samo na motorček kliknem na tole puščico in izberem zdaj Continuous, da se ves čas vrtel in tlele grem na Edit Interface, zato ker bi jaz uporabil komande na tipkovnici za vodenje in grem, ko bom enko pritisnil, gre naprej, Change Speed by in napišem 40 in nujno je, ko bom pritisnil While held, se pa while held 40, change speed by. Ko dam Q, bo ista stvar, samo da bo minus 40. Pa tudi while held. Potem P bo desno, isto, change speed by. Zdaj pa moram dati minus, pa rečemo polovično, se obnese minus 20. Za v desno in za v levo, O, spet change speed by. Te pa 20. In imam zdaj narejeno vse komande, tukaj je tudi pristran, če kliknem na motorček, se mi pojavlja enka Q, P, P, O in 40, minus 40, minus 20, 20. To je to. Super, zdaj pa to samo premaknem na svoje mesto, oba označam in motorček in kolo. Takole približam na primerno mesto, tam, kjer želim, takole, ne sme se dotikati, takole malo bolj naprej, da je, evo, super. Zdaj, ko imam na pravem mestu, naredim pa kopijo od njega, se pravi, vidim kar tukaj le zgoraj, ko imam duplicate, Ctrl D ali pa tole kliknem tole koncu duplicate in repeat, ustvari mi kopijo, zdaj pa jaz z puščicami na tipkovnici premaknem v pravo smer, na uno stran bi ga želel samo peljati, takole, da se ne dotika, in zdaj imamo. Zdaj, pri kolesu na tej strani je samo ena sprememba, kliknem na motorček, tole,
in tukaj popravim Edit Interface, Edit Interaction, samo to zavijanje levo, desno je ravno obratno. O je ne 20, ampak -20, medtem ko je P, mora biti pa 20. To je edina stvar, ki mora zamenjati. Mora biti pa 20. Brez minusa. Evo. To je to. Prej sem še pozabil povedati, je, da treba kugalco pa kocko oboje označiti in dati group, da je to ena stvar. Da imaš v eno barvo, recimo, da bomo bolj pripričani zeleno. Zdaj pa še zadnja stvar je pa, da kliknemo na motorček in imamo dva krogca. En krogec je tale, kliknemo in vlečemo na kocko, da rata kocka oranžne barve, ta v redu. Ta drugo vlečemo pa na kolo, da rata modre barve. In isto ponovimo tudi na tej strani. Kliknemo na motorček in imamo dva krogca, enega povlečemo sem, da rata oranžna barva, kolo mora biti pa modar, je pa takole. Evo, in stvar je zdaj narejena, zdaj gremo pa lahko na simulacijo, zaključek, tole SimLab. Kliknemo play in zdaj lahko z enko gremo na to smer, z Q-jem v drugo smer, s P-jem zavijemo sem ali pa O zavijemo drugam. Zdaj se pa peljem, enka, P, enka in pa istočasno držim zdajle, pa potem spustim P, pa grem O, pa enko ves čas držim, da se premika. To je to, pa spustim, to je to in tako ga potem vodim.